Zdaj pa bo z nami dietetik Peter Jantol. Govorila sva o utrujenosti, težavi, ki pesti ogromno ljudi. Peter nam je razložil, kaj so glavni vzroki izčrpanosti in kako lahko naravno izboljšamo raven energije. Peter, pozdravljen. Živjo, Nataša. Zdi se mi, da smo danes veliko bolj izčrpani kot prejšnje generacije. Kaj je razlog za to? Ja, naša telesa so pod vedno večjim pritiskom, kot kadarkoli prej. In glavni razlog za, rečemo temu, kronično utrujenost so prekomeren stres in preobremenjenost, ki izčrpata živčni sistem. Potem zastrupljenost telesa z različnimi pesticidi, težkimi kovinami, drugimi toksini, ki ovirajo delovanje teh naših celic. Potem slaba absorpcija hranil zaradi težav s prebavo in s črevesjem. Kronična vnetja, ki obremenjujejo imunski sistem in porabljajo ogromno energije. Pa tudi naravni upad NADH-ja, ki je eden glavnih razlogov za pomanjkanje energije. In ljudje pogosto poskušajo rešiti utrujenost s kavo ali pa sladkorjem, ampak to so le začasne rešitve. Zdaj mi hočemo nekaj dolgoročnega doseči, dolgoročno imeti več energije, zato moramo pa ukrepati proti pravim vzrokom. Hrana ima velik vpliv na raven energije. Ja. Katera živila pa so najbolj koristna? Ja, zdaj bom takole rekel, zelo dolgočasno. Najboljša strategija je uživanje polnovredne pa raznolike prehrane, ki je hranilno bogata pa energijsko uravnotežena. Pomembno pa je tudi to, da podpremo prebavo in zdravje črevesja, saj v bistvu ker tudi najboljša hrana, če nimamo urejene prebave oziroma presnove, se ne more absorbirati in ne pomaga čisto nič. In kako lahko prebava vpliva na raven energije? Ja, zdaj, če črevesje ne deluje pravilno, telo ne more absorbirati pomembnih hranil, ki sodelujejo pri tvorbi energije. In velik problem pri tem je predvsem prepustno črevesje, ki povzroča kronična vnetja in še dodatno obremenjuje telo. Zdaj, če imamo vneto in razdraženo črevesje, energija odteka v boj proti temu vnetju, namesto da bi podpirala naše delovanje. In kaj lahko v bistvu mi storimo? Predvsem to, da uživamo zadosti vlaknin in fermentirane hrane za podporo črevesnega mikrobioma. Izogibamo se predelani hrani, umetnim dodatkom in sladkorju, ki dražijo črevesje, in pa podpremo razstrupljanje telesa, saj se toksini pogosto v bistvu kopičijo prav v črevesju, pa tudi v maščobnem tkivu. Peter, velikokrat slišimo, da se v telesu kopičijo toksini. Kako pa to vpliva na našo energijo? Ja, jetra in ledvice so naš naravni filter telesa in če so preobremenjeni s toksini, ne morejo učinkovito opravljati svojega dela, kar pa pomeni, da se strupi kopičijo v maščobnih tkivih in pa v celicah. In to velikokrat vodi potem naprej v upočasnjeno presnovo in manjšo proizvodnjo energije, različna kronična vnetja, ki izčrpavajo naše telo, in pa težave s koncentracijo in možgansko meglo. Zdaj, rešitev je v naravnem razstrupljanju, kjer so zelo učinkoviti magnezijev klorofilin, ki pomaga jetram in nevtralizaciji toksinov, potem glutation, ki je močan antioksidant, ki odstranjuje težke kovine, koriander, ki naravno iz telesa odstranjuje svinec in pa živo srebro, in pa silicij in bor, ki podpirata vezavo in izločanje toksinov. Zdaj, vse te sestavine so združene v tem izdelku Quantum Detox Revive Express, ki je v bistvu odlična podpora pri razstrupljanju in obnovi energije v našem telesu. En razlog za utrujenost si posebej izpostavil, naravni upad NADH. Kaj pa je to in zakaj je tako pomembno? Ja, NADH je v bistvu vključen koencim v telesu, ki omogoča, da se hranila pretvorijo v ATP energijo. Zdaj, ATP je glavni vir energije za naše celice. In pa brez zadostne količine NADH-ja celice ne morejo proizvajati energijo, kar vodi potem posledično v kronično utrujenost. Zdaj, težava je, da se naravna raven NADH-ja z leti drastično zmanjšuje. In po 40. letu ga imamo kar 50% manj, kar pač pomeni, da je
polovica našega energijskega potenciala izginila dejansko, ne. In dodajanje stabiliziranega NADH-ja v obliki podjezičnih pastil, ne, lahko poveča fizično in mentalno energijo, lahko podpre delovanje možganov in izboljša koncentracijo in pa tudi pospeši celično regeneracijo, ne. Zdaj, NADH deluje zelo hitro, ne. V 20 minutah po zaužitju lahko že občutimo več energije, saj se absorbira direktno v krvni obtok izpod podjezične sluznice. Če kdo potrebuje takojšnji dvig energije, kaj torej lahko stori? Ja, tukaj je ena taka hitra tristopenjska rešitev, ne. Lahko se najprej popije velik kozarec vode z limono, a ne, ker v bistvu hidracija je res ključnega pomena pri energijskem statusu. Potem je fajn iti na svež zrak in globoko dihati, ne, saj v bistvu kisik poživi celice, pa tudi zelo dobro je predihati pljuča. In pa v bistvu vzame se lahko še kakšno lingvaleto NADH-ja, ne, podjezično, saj v bistvu zadeva, kakor smo že prej rekli, deluje v 20 minutah. Zdaj pa to, pomembno je tudi to, da dolgoročno moramo poskrbeti za uravnoteženo prehrano, zdravo prebavo in pa tudi za podporo razstrupljanju telesa. In čisto za konec, kaj bi svetoval tistim, ki želijo trajno več energije? Ja, najbolj pomemben je to, da dajte poslušati svoje telo. Pač, če ste kronično utrujeni, to ni normalno, a ne. Potrebno se je pametno in raznoliko prehranjevati, varno razstrupljati telo, lahko dodate tudi NADH, ki je osnova za celično energijo, a ne. In ko telo dobi pravo podporo, bo tudi energija naravno sledila. Peter, hvala tudi za današnje odlične in koristne nasvete. Malce nam je zeblo, ampak midva se ne dava. Točno tako, sva zdrava. Hvala, do naslednjič. Hvala tebi.